Ja, zmagovalec je človek, ki navdihuje, ne? In očitno je navdahnil tudi bralke in bralce Večera. Predvsem pa je očitno v času od zdravniške reforme, zdravniške stavke, zdravstva in vsega, s čimer se v zadnje letih ukvarjamo, zadev v dušo bralk in bralcev, da so v njegovi izjavi prepoznali tisto, bom rekel, trpko resnico preteklega leta verjetno in so jo izglasovali za bob leta. Drugače pa tudi njegov nagovor je bil poseben, je bil zelo, bom rekel, oseben in kot takšen očitno lik takšnega zdravnika očitno ljudem stopi v srce. Jaz sem vesel odziva in vesel sem, da je v bistvu se ta akcija skozi vseh 26 let razvila in da je dobila takšen mariborski in vseslovenski odmev, ker očitno tehna, argumentirana, odločna in pogumna misel v teh časih popolnega hrupa v medijskem in javnem prostoru očitno dovolj zareže in upam, da pomeni tudi nek razmislek in neke mogoče celo posledice v prihodnje, da bomo kaj spremenili. Uspešno izpeljana prireditev bob leta je dobra iztočnica in izhodišče tudi za praznovanje visokega jubileja našega časnika. Res je, bob leta je pomemben del Večerove zgodovine. 26. bob leta smo podelili, Večer pa bo maja praznoval 80 let. Imamo znanje, imamo tradicijo in v tem času je bob postal del te zgodovine. Ne samo, da je postal del zgodovine, ampak postal je izjemno pomemben projekt, neko gibanje za javno besedo v Sloveniji, zato da je močna beseda tista, ki zazveni, ki ima odmev in ki ne nazadnje verjetno povzroči to, da ljudje o njej tudi razmišljajo.